Pozdravljeni! Zopet je na vrsti naš običajni komentar novic in tudi tokrat si bomo ogledali vse tisto, kar je bilo zanimivega objavljeno v preteklih dneh. Tudi tokrat, kot smo vsi navajeni, 4 različni sklopi. In seveda, ukolikor zanima koga izmed vas, kaj piše v izvirnih člankih, so seveda bližnjice navedene v opisu. A zanimivost, prav v 15. rednem komentarju novic govorili bomo o resnici. To bo neka povezovalna tema med vsemi 4 sklopi. O tisti pravi resnici, ampak tudi o oni, ki nam jo nekateri skušajo prikazati, bo govora v naslednjih minutah. Zato pazite, kajti v vsakem sklopu bo le-ta prikazana na rahlo drugačen način. Se James Allison vrača v Formulo 1? Odgovor je jasen, ne. Vsaj tako trdi Toto Wolff. Namreč pri italijanski verziji spletnega portala motosport.com so z njim odpravili dolg intervju in v članku, ki je bil objavljen 7. aprila, so v navedku napisali njegove besede. In tu menim, da ni dvoma. Čeprav verjamem, da je marsikdo izmed vas novico o povratku Allisona zasledil v mnogih virih, nekaterih celo v slovenskem jeziku. Ni mi dano vedeti, kaj naj bi prevajali določeni, imenujmo jih avtorji, in kakšno je njihovo znanje tujih jezikov, ampak menim, da je mnenje Tota Wolffa merodajno. Če Toto Wolff pove, da James Allison se ne bo vrnil v Formulo 1, se ne bo, čeprav mnogi trdijo drugače. In verjamem, da marsikdo tudi ne pozna italijanskega jezika, ampak novica je bila prevedena tudi na primer v angleščino. Tako smo lahko brali na planetf1.com 10. aprila, da se James Allison ne bo vrnil v Formulo 1, čeprav mnogi trdijo obratno. In sedaj je na vsakemu izmed nas, kaj lahko prebira in komu verjame. Sam verjamem bolj Totu Wolffu kot raznim avtorjem, ki niso bili prisotni, ko je izrekel te besede. A konec koncev se moramo vprašati še nekaj drugega. Namreč mene osebno bi bilo sram, če bi napravil tako napako in svojo publiko bi prosil odpuščanja. Ampak pogostokrat se zgodi, da je mene osebno sram, ko prebiram take izmišljotine. Toliko o resnici v raznih virih, ki jih mi navdušenci prebiramo. Upam, da ne preveč redno. A pojdimo k našem drugem sklopu. O vzgoji Maxa Verstappena se je v svetu Formule 1 šušljalo že kar nekaj let. A tokrat po članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu RaceFans 11. aprila, imamo kar nekaj potrditev. Namreč za dokumentarec Anatomija prvaka je Max spregovoril tudi o tistih letih, ko še ni bil v Formuli 1, ko še ni bil znan. In prigoda iz leta 2012, kjer je pravzaprav zapravil zmago na dirki z gokarti. Njegov oče Jos je bil tako besen, da ga je na poti domov dobesedno izvrgel iz avtomobila. Vračala sta se po avtocesti, kar naenkrat je zavil na bencinsko črpalko in mu dobesedno ukazal, naj izstopi. Ko je Max zapustil avtomobil, je Jos le zaprl vrata in se odpeljal naprej. Po Maxa je morala priti njegova mati
In to je le ena izmed prigod, o kateri se je šušljalo, in priznam vam, da sem sam slišal še za bistveno bolj okrutne in fizično nasilne zgodbe. A pustimo sedaj to, ni nas bilo tam in brez dokazov so take zgodbe le zgodbe. Ampak konec koncev se lahko začnemo spraševati, kakšna je resnica. Je bil Jos Verstappen tisti ljubeči oče, ki ga skušajo prikazati razni režiserji, ko kažejo zmage njegovega sina, ali pa je le vzgajal malega Maxa v tistega bodočega šampiona, in kakšna je prava pot? Je potrebno biti tako okruten, da se iz mladeniča vzgoji svetovnega prvaka, in ali je to vredno? Zopet vprašanje, na katero si lahko odgovori vsak sam, ampak izgleda, da resnica ni tista, ki nam jo kažejo na ekranih, ko Josa ulovijo v objektiv, seveda snemalci svetovnega prvenstva Formule 1. In tudi o tem bomo verjetno še govorili v prihodnosti. Pojdimo pa k naši tretji temi, ki bo bistveno bolj zabavna. Na italijanski spletni strani Dagospija, ki se ukvarja z takšnimi in drugačnimi novicami, sem 9. aprila zasledil o prigodi, ki se je zgodila Charlesu Leclercu. Namreč njegov domači naslov je prišel v javnost. In mnogi navdušenci in navijači skuderije Ferrari neprestano hodijo k njemu, mu zvonijo na zvonec in prosijo za fotografijo, avtogram in tako naprej. Zadeva je prešla vse meje in Charles Leclerc vljudno prosi, naj ga pustijo na miru in spoštujejo njegovo zasebnost. A po drugi strani Charles Leclerc je znan, da se dobesedno razdaja za podpornike skuderije Ferrari, in sedaj ta njegova prošnja za zasebnost je malce čudna. Seveda, lahko bi zadevo rešil na mnogo drugih načinov, ampak biti tako na razpolago vsem ima tudi svoje negativne strani. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kakšen je v resnici Charles Leclerc. Tisti izjemno prijazen voznik, ki se zmeraj rad slika s svojimi podporniki, ali pa nekdo normalen, ki ima rad od časa do časa tudi mir. Seveda menim, da marsikdo izmed nas si bo mislil, da druga varianta je bistveno bolj realna, ampak zakaj nam mediji zmeraj ponujajo ono prvo? A menim, da na koncu se moramo ustaviti še pri tematiki, ki bo marsikomu dala kakšen trenutek za razmislek. Pa poglejmo si skupaj, o čem gre. Günther Steiner je zanimiv marsikateremu navdušencu Formule 1. In verjamem, da marsikomu so njegove izjave dobesedno zabavne, a danes si bomo ogledali, kako je resničnost dobesedno izkrivil, samo zato, da bi bil bolj zanimiv. Po članku, ki je bil objavljen 9. aprila na spletnem portalu fi.com, smo zopet lahko bili priča novi različici odnosa med Güntherjem in Mickom Schumacherjem. Namreč le-ta, po mnenju italijanskega vodje ekipe Haas, naj bi bil preveč zaletal, povzročil preveč škode, in videli smo kar nekaj ocen, do tega, da je povzročil za 2 milijona škode, do one teorije, da v izhodnem krogu je napravil za 700.000 dolarjev škode. In seveda pripomba Güntherja Steinerja, koliko ljudi bi lahko zaposlil 700.000 dolarjev. In pravzaprav to prihaja iz ust nekoga, ki je skrajšal komandni pult, ki pravzaprav najema inženirje pri Ferrariju in ne zaposluje tudi letos nikogar več,
kvečjemu koga manj. A pravzaprav pri Miku Schumacherju moramo biti realni. Škodo, ki jo je povzročil, je dobesedno plačala skuderija Ferrari. Namreč Mik je bil član Ferrari Driver Academy in Ferrari Driver Academy mu je dobesedno ponudila sedež pri ekipi Haas. In mesta ni izgubil zato, ker Günther Steiner se ga je naveličal, temveč iz razloga, ki je bistveno bolj pragmatičen. Ferrari Driver Academy je odmaknila podporo Miku Schumacherju in pri ekipi Haas so dobesedno izbrali nekoga drugega. A treba je poudariti še nekaj. Günther Steiner, kljub svojimi neštetimi obveznostmi, je napisal knjigo. In naslov te knjige je Survive to Drive. Vsem je jasno, da je zopet neko delo, kjer je prvi, najboljši in najpametnejši Günther Steiner sam. Verjetno knjiga, ki se jo bom do zadnjega trenutka skušal izogniti, kajti če je vidik tega inženirja takšen, kot ga vidimo v intervjujih, dvomim, da bom našel kaj zanimivega. Raje bi prebral nekaj, kar bi na primer napisal Christian Horner. A po drugi strani zopet dokaz, da Günther Steiner propagira sebe, propagira svojo knjigo in nam ne pravi nekih resničnih zgodb iz zakulisja Formule 1. In tudi danes smo prišli do konca tokratnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.